Dobar dan vsem. Poglejmo zdaj definicijo limite v 4 slučajih. Ponavadi je zelo težko za dijake razumeti definicijo limite. Torej zdaj poglejmo, da razčistimo ta pojem. Poglejmo, kaj pomeni, da limita, ko x gre proti x nič od f od x, je enako l. X nič je ena vrednost, potem v praktičnih primerih bo ena številka. Torej, tisto, kar je važno povedati, da funkcija v x nič bi lahko tudi ne bila definirana. Ni važno. Če pa je definirana, vrednost limite sovpada z vrednostjo funkcije v x nič. Ampak, recimo, bolj nasplošno, da funkcija lahko tudi ni definirana v x nič. Kaj pomeni, da limita funkcije je prav l? Torej, pomeni to, kakorkoli mi vzamemo eno okolico od l, naj bo še tako majhna ta okolica, uspemo zmeraj dobiti eno okolico od x nič, tako da vse te vrednosti x, ki so tukaj, kvečjemu izvzeta x nič, torej za vse te vrednosti x tukaj v okolici, f od x je tukaj notri v tej okolici. Kot opazite tukaj, torej če damo zdaj kakšno črko odveč, to okolico, vzamemo okolico od l s polmerom epsilon. Torej tukaj imamo vrednost l plus epsilon, tukaj l minus epsilon. In če pogledate, sem potegnil tako črte, sem dobil dve vrednosti x-a. Kot vidite, ta dolžina ni enaka tej dolžini, ampak kot delta lahko vzamemo manjšo od teh dveh dolžin. In nam bo šlo prav. Torej, če smo, povemo drugače, če smo tukaj v tej okolici od l s polmerom epsilon, in potem mi lahko v drugem primeru zberemo manjši epsilon, še manjši, prav zato to je limita. Kakorkoli majhen naj bo epsilon, torej ta okolica od l s polmerom epsilon, zato za vse te vrednosti tukaj, kakorkoli izberemo majhen epsilon, bo zmeraj obstajal en delta, tako da vse točke, ki so v okolici od x nič s polmerom delta, f od x od teh x-ov, bo notri v tej okolici. Torej, tukaj se napisal absolutna vrednost od x minus x nič. Zakaj? Ker, če mi imamo tukaj eno vrednost x, imamo x nič, je odvisno tega, če je na levi ali na desni, x minus x nič je kakšenkrat pozitiven, kakšenkrat negativen, ampak nas zanima samo razdalja. Torej, tukaj damo absolutno vrednost, da postane pozitivno. Torej, povejmo še bolj podrobno. Za vsak epsilon večji od nič, obstaja delta večji od nič, ki je tukaj polmer, tako da za vsak x, za katerega velja, da absolutna vrednost od x minus x nič je manjša od delta, torej razdalja tega x do x nič je manjša od delta, je tudi večji od nič, ker s tem izvzamemo prav vrednost x nič, torej razdalja ni nič. Torej, za vse x-e, ki so tukaj v tej okolici s polmerom delta, razen x nič, za vse te točke, njihov f od x ima razdaljo od delta, torej ta absolutna vrednost f od x minus l je razdalja med f od x in l, razdalja med f od x in l, bo zmeraj manjša od epsilon, torej bo v tej okolici, preberemo še enkrat, zadnjič. Za vsak epsilon večji od nič obstaja delta večji od nič, tako da za vsak x, za katerega velja, da absolutna vrednost od x minus x nič je manjša od delta in večja od nič, za vse te x-e sledi, da absolutna vrednost od f od x minus l je manjša od epsilon. Prav. Sedaj poglejmo primer limita, ko gre x proti plus neskončnosti od f od x je enako l. Vse te primere zdaj delam tukaj s plus neskončnostjo, z minus neskončnostjo bo podobno, zdaj tako tukaj pri 4 slučaji, potem je še, ko lahko damo minus neskončnost, ampak je precej podobna zadeva. Vidimo, kako razmislimo tukaj. Torej, tukaj je x, ki gre v neskončnost. In torej imamo limito tukaj, ki je končna. Torej, bomo kot prej rekli, da vzamemo okolico od l z polmerom epsilon. Naj bo še tako majhen ta epsilon, uspemo zmeraj dobiti eno vrednost n,
od x-a, tako da vsi x-i, ki so večji od tega n, ker mi gremo z x-om v neskončnost, vsi x od neke točke naprej, vsi x-i, ki so večji, bodo imeli f od x, ki je blizu l, ki je notri v tej okolici. Potem lahko vzamemo še manjši epsilon, bomo dobili en drugi n, ki lahko bo tudi večji, ampak ni važno. S tem, da mi zberemo epsilon, bomo zmeraj dobili en n. Torej, to je, za vsak epsilon večji od nič obstaja en n, tako da za vsak x, ki je večji od n, velja, da razdalja od f od x do l je zmeraj manjša od epsilon. Preberemo zadnjič. Za vsak epsilon večji od nič obstaja n, tako da za vsak x, za katerega velja, da x je večji od n, za te x-e sledi, da absolutna vrednost od f od x minus n je manjša od epsilon. Poglejmo zdaj, limita, ko gre x proti x nič od f od x je enako plus neskončnost. Tukaj vrednosti funkcije grejo plus neskončnost. In torej pomeni, da mi si vzamemo en m visoko, kot hočemo. Torej, najboljše je tako velik, ta m, bomo zmeraj dobili eno okolico od x nič s polmerom delta, tako da vsi x-i v tej okolici, za vse te x-e, f od x bo večji od m. Lahko dobimo, da vrednosti funkcije so visoke, kolikor hočemo. Potem izberemo še večji m in bomo zmeraj dobili eno okolico. In f od x bodo večji od tistega, še večji, bodo dobili x-e, za katere f od x je še večji od novega m. Sedaj, kot v tem primeru, tukaj ta razdalja je lahko različna kot ta razdalja. Mi kot naš delta se vzamemo od tistega manjšega, od tistih dveh. Torej, najboljše tako velik m, za vsak m obstaja zmerjen delta večji od nič, tako da za vsak x, za katerega razdalja do x nič, torej absolutna vrednost x minus x nič je manjša od delta, torej smo tukaj in je večji od nič, torej izvzamemo x nič, za vse te x-e, f od x bo večji od m. Preberem zadnjič, za vsak m obstaja delta večji od nič, tako da za vsak x, za katerega velja, da absolutna vrednost od x minus x nič je manjša od delta in večja od nič, za vse te x-e sledi, da f od x je večji od m. Ja. Torej, sedaj imamo še primer limita, ko gre x v plus neskončnost, od f od x je enako plus neskončnost. Tukaj v bistvu kombiniramo te dve ideji o neskončnosti. Najboljše je tako velik m, bomo zmeraj dobili eno vrednost n od x-a, tako da vsi x-i, ki so večji od n, njihovi f od x so večji od m. Potem lahko vzamemo večji m, bomo dobili en drugi n, ki je lahko tudi večji. Ni važno. In vsi x-i, ki so večji, bodo imeli f od x večji od m. Torej, za vsak m obstaja n, tako da za vsak x, za katerega x je za vsak x, za katerega velja, da x je večji od n, f od x je večji od m. Ja, povem boljše. Torej, za vsak m obstaja n, tako da za vsak x, za katerega velja, da x je večji od n, za vse te x-e sledi, da f od x je večji od m. Lahko, mogoče prej nisem povedal, torej sem rekel, da x nič, v x nič funkcija lahko tudi ni definirana. Ampak tehnično se rabi ta izraz, da x nič mora biti stekališče od domene. Torej, vsi x-i, v katerih računamo f od x, so jasno v domeni, če ne, drugače ne bi mogli zračunati f od x. X nič je lahko zunaj domene, domena ali definicijski interval. Torej, je lahko zunaj, ampak mora biti eno stekališče za definicijski interval, za definicijsko območje. Prosim, všečkajte in vpišite se. Hvala.